Vsako leto, tretjo soboto v septembru, praznujemo Mednarodni dan gluhih. Slogan letošnjega mednarodnega tedna Svetovne zveze gluhih je polna vključenost z znakovnim jezikom. Mednarodni dan gluhih sta Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Športna zveza gluhih Slovenije tokrat posvetili športu gluhih. Saj sta se letos odvijala dva pomembna dogodka. Olimpijske igre gluhih v Turčiji in 25. obletnica delovanja Športne zveze gluhih Slovenije. Letošnji dogodek sta zato imenovali Olimpijski dan gluhih. 30. maja 2017 je bil zgodovinski dan za šport gluhih, ko je bil sprejet zakon o športu. V besedilu zakona o športu je po dolgoletni borbi omenjen tako šport gluhih, kot tudi olimpijske igre gluhih. V navezi z zakonom o športu je bil 22. junija sprejet zakon o dodatku pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, kar bo veljalo za gluhe, tudi za gluhe športnike. Prav ob tej priložnosti prireditve Olimpijski dan bi v imenu Športne zveze gluhih se rad zahvalil Zvezi za šport invalidov, Paraolimpijski komite in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da so prisluhnili predlogom Športne zveze gluhih Slovenije kot amandmaji za predloge obeh omenjenih zakonov. Invalidnosti. Današnji Olimpijski dan gluhih naj bo praznik športa gluhih in vseh gluhih športnikov. Hvala vsem. Srečno. Eno od najbolj aktivnih področij vključevanja gluhih v družbo je področje športa. Tukaj se lahko najlažje gradijo skupni mostovi, sodelovanja med osebami z okvaro sluha in ostalimi. Zato nas izredno veseli podpora Državnega zbora in resornega Ministrstva za izobraževanje in šport, da se pravice športnikov invalidov izenačijo s pravicami športnikov neinvalidov. Ne bomo se pritoževali o dolgoletni neenakosti na tem področju, saj stvari za naprej izgledajo bolje. Naj pa le ponovno poudarimo pričakovanje gluhih športnikov do države, da prizna dva izjemna dogodka na športnem področju. S velikim veseljem in spoštovanjem se spominjamo zlate evropske medalje za naše čudovite košarkarje, ki so z Goranom Dragićem na čelu na zadnjem evropskem prvenstvu osvojili evropski prestol. Številni mediji so poročali, da gre za prvo zlato medaljo v kolektivnem športu. Naj še enkrat poudarimo, da je bila naša gluha smučarka Sabina Hmelina prva športnica, ki je za novo nastalo državo Republiko Slovenijo osvojila prvo medaljo v individualnem športu, in sicer leta 1992 na Evropskem prvenstvu gluhih v smučanju. Ter da so prvo odličje v kolektivnem športu za Republiko Slovenijo osvojili prav gluhi košarkarji na Evropskem prvenstvu gluhih v košarki leta 1996. Gluhi košarkarji so tudi dvakratni evropski prvaki. Pričakujemo, da ta dva dosežka prejmeta posebno mesto v zgodovini športa Republike Slovenije. In to še v času, ko so dobitniki teh medalj še živi in so tudi danes med nami. Naj bo današnji Mednarodni dan gluhih v sklopu Mednarodnega tedna gluhih in Meseca gluhih, naglušnih in gluhoslepih v Republiki Sloveniji obarvan športno. In naj zaključim še športno. Gremo naprej k novim zmagam naproti. Srečno!
predvsem moramo urediti športne sisteme, privabiti več mladih v sisteme športa, zagotoviti pogoje, se pravi od nekako mlajše pa do članske strukture, tako da tukaj nas čaka še kar nekaj dela. Seveda bi si pa želeli tudi več nekako podpore znotraj invalidskih organizacij, da prepoznajo šport kot ena od, bi rekel, mostov socializacije invalidov v družbo. Jaz sem prepričan, da naši športniki so prepoznavni, čedalje bolj, in da taki v bistvu športniki nekako so gonilo invalidov v družbo. Slovenija je tako mala država, ampak je tako konkurenčna, tako lahko tudi Ameriki, Avstraliji, Nemčiji, velikim državam, Rusiji, res tako močno konkurenčna. In ko vidim tudi zgodovino Sloveniji, vse skupaj 50 osvojenih medalj na visokih, velikih prvenstvih in športnih tekmovanjih, velike čestitke Sloveniji. Sedaj sem predsednik, pred menoj pa tekmoval sem tudi kot športnik in veliko sem srečeval tudi slovenske športnike in vem, vedno so imeli ugled močnih, konkurenčnih športnikov. In vesel sem, da sem na tej prireditvi prišla ministrica, potem poslanec evropski in vidim, da se dobro povezujejo tudi z drugimi organizacijami v Sloveniji in da je veliko dela bilo opravljenega in želim veliko uspehov še naprej. In vidim, da je Športna zveza Slovenije močna in da ima moč in upam, da bo ta podpora tudi ministrstvo in ostalih organizacij Športni zvezi gluhih Slovenije namenjena tudi v prihodnosti. In rad bi rekel, da iz srca podpiram. Saj vidim, da je bilo veliko dela že opravljenega in želim, da tudi veliko pozitivnih in uspešnih uspeh prav gotovo ne bo izostal. In želim si, da boste osvojili v prihodnosti še več olimpijskih medalj. Sedaj morate posvetiti veliko pozornost najmlajšim športnikom, otrokom, Nemčija, Rusija, Američane in tako naprej, še vedno jih boste premagovali in bili konkurenčni. Velik pozdrav vsem in čestitam ob 25-letnici delovanja Športne zveze gluhih Slovenije. Lep pozdrav vsem in ne zanemarite športa. Naj nadaljujte se delo še naprej. Ta res posebna akademija sporoča nekaj, kar si v Sloveniji ne le vsi želimo, ampak kar nas na nek način pooseblja. Slovenija je namreč ena tistih evropskih držav, v kateri je šport vrednota. In to lahko dokažemo ne le številnimi dosežki, izjemnimi uspehi naših športnic in športnikov, ampak tudi s tem, da vsakdo od nas vsak dan verjame v šport, v aktivnost, v zdrav duh, v zdravem telesu. In tudi, če smo med gluhimi in naglušnimi, je temu tako, prav nič drugače. Zo, orbit, dan moet ik nog
V 25 letih delovanja Športne zveze gluhih Slovenije so gluhi športniki svetovnih in evropskih tekmovanj domov prinesli 50 medalj. Z novim zakonom o športu in zakonom o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa bodo gluhi športniki dobili posebno pozornost, s katero bodo obravnavani enakovredno s športniki neinvalidi.